Lep pozdrav, upam, da se v čim večjem številu zdaj že vidimo in slišimo. Dobrodošli na našem webinarju, zadnjem v tej vrsti dogodkov v okviru velikega festivala oziroma literarnega natečaja za literarna in stripovska dela pod naslovom Najst, ki ga organizira Mladinska knjiga in revija Pil skupaj z ali pa pod pokroviteljstvom Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Zdaj na naši spletni strani se že nekateri, ki ste morda tudi zdaj danes prisotni, že dogaja marsikaj, se že nabirajo zgodbe, potem fotografije, pesmi in stripovska dela. Upamo pa še na čim večje število in čim večji odziv, zato je tudi namen teh webinarjev, da vas ponovno, tudi tiste, ki se še niste opogumili, opogumimo, da se jih udeležite. Danes je z nami Urška Kaloper, ki nam bo razložila malo več, kako se ona v svojih delih, kjer piše o odraščanju, loteva naslovne teme, ki je stiska, nemir in tesnoba najstnikov. Urška je, bom kar rekla, pisateljica, ker je tudi že izdala knjige o mozoljih, kako je že naprej, Urša? Živijo, drugače knjiga je o mozoljih, ljubeznih in še kaj nekaj. In še kaj, tako ja, skratka. No, v Pilu pa je že dolgo časa rubrika Odraščanje, kjer se vse take stvari, torej veliko stisk, veliko takih dogodkov dogaja in so zelo plastično opisani in tudi Pilovci jih izjemno radi prebirajo. Tako da Urška nam bo razložila, kako se ona loti pisanja, kaj pri tem upošteva in kaj pravzaprav pomeni vse to, nemir, stiske, kaj vse zajema. Ker Urška je ne samo, da odlično piše, tudi odlična urednica, tudi takih priročnikov za najstnike, ki obravnavajo te teme. In seveda še kaj, v osnovi tudi novinarka, Urša, še marsikaj bi lahko naštevala, ampak dajmo ostati pri tem, kar sem zdaj povedala, da ne bom Urški ukradla preveč časa, da bo čim več vam lahko ponudila v pomoč pri vašem pisanju. Torej, vidimo se in upam, tudi, da bo med vami, ki ste danes naši poslušalci, kdo, ki bo nagrajen in povabljen na našo zaključno prireditev, ki jo bomo imeli v okviru festivala v začetku decembra. Zdaj ti pa predajam besedo, Urša. Ja, hvala, Jana. In živjo vsem, jaz moram reči, da mi je kar malo nenavadno, vidim, da vas je veliko z nama, z Jano, tamle številka skozi raste, mi je pa nenavadno, ker vas ne vidim. Moram priznati, da sem precej bolj navajena komunicirati tako, da pač vidim svoje sogovornike in zakaj se mi zdi to tudi pomembno, ker veliko svojih tem, veliko snovi, o kateri pišem, dobim ravno s tem, da veliko opazujem in se poskušam čim več pogovarjati, skratka, čim več komunicirati. Meni se zdi ta komunikacija in interakcija, stik, osnovni stvari, osnovni sredstvi za to, da pač, ne vem, dobimo ideje, kaj sploh ljudi zanima, da preverjamo svoje ideje, da seveda, da vidim, pač meni zelo veliko pomeni tudi, da vidim, kako se drugi počutijo, da vidim, kako je to drugače od mojih občutij, skratka, fajn mi je komunicirati in predvsem sem navajena tudi zelo veliko spraševati, ne samo zato, ker sem novinarka, se mi zdi, da tudi tako se ogromno izve, da se pravim, lažje določiš nekako, kaj ljudi zanima in tudi dobiš neke nove vpoglede v temo, ki jo obdeluješ. Tako da jaz vas res spodbujam, čim več opazujte, čim več se pogovarjajte, in pa seveda še tretja stvar je, da tudi čim več beremo in poslušamo, ker v knjigah je bilo že marsikaj povedano, veliko oddaj, videov je na teme, ki nas zanimajo in se mi zdi, da to je res en tak neusahljiv vir snovi. Saj ni treba vsega vzeti čisto kot suho zlato, ni vse,
je pa fino potem, ko imaš res veliko informacij, lažje razbereš, katere so pomembne, katere ne. In sploh recimo se mi zdi tudi pri teh temah, kot je stiska, kot je tesnoba, tukaj je fino kaj prebrati, zato ker, kot rečeno, veliko je bilo o tem napisano, veliko je bilo povedanega in če drugega ne zato, da dobimo neko potrditev, da prav razmišljamo, da gremo v pravo smer, da tisto, kar pišemo oziroma tisto, kar ustvarjamo, da se bo v tem našlo, da bo nagovorilo še koga razen nas. Drugače pa, zdaj seveda, ne, stiska, dobro, jaz pišem najrazličnejše teme o odraščanju, moram pa reči, da zakaj smo se odločili za stisko, za tesnobo, tudi zato, ker dobimo res ogromno pisem, da je to, da se vas ogromno spopada s to, težavo, s to tegobo, da vas ogromno se počuti, da vas je strah, da pač imate, ne vem, da čutite stisko v najrazličnejših odnosih, doma, s starši, zaradi ljubezni, zaradi ocen, zaradi najrazličnejših stvari in, se mi zdi tudi prav, no, da govorimo o takih temah, ker tisto, kar, ko smo v stiski najbolj rabimo, je predvsem prvič ta občutek, da nismo sami v tem, da nismo čudni, da se nam ne dogaja da nismo Marsovci, ampak da tako čuti mnogo ljudi, da, in da pač dobimo tudi kakšen nasvet, kako se drugi s tem spopadajo, in da potem lažje, se nekako, izvijemo iz te tesnobe, iz te stiske. Tako da jaz mislim, da je fajn, da smo zbrali to temo, hkrati pa, kar se dogaja meni, no, kadar pišemo ogromno teh tem, o katerih pišem, govori tudi o meni. Pa o Jani, a ne, Jana? Midva se velikokrat pogovarjava tudi o najinih, težavah, ker, na žalost nekatera čustva, nekatere težave, ki jih občutimo, ko odraščamo, z leti ne izzvenijo, mogoče se samo prestavijo v kakšne drugačne okoliščine, v kakšne druge odnose, ampak s temi občutji se mi zdi, da se spopadamo kar skozi. In, ravno skozi, tako da moram reči, jaz velikokrat pri pisanju izhajam iz sebe, sem pa tudi mama najstnikov, tako da zdaj moram reči, da zadnje čase vse bolj tudi opazujem, kaj se dogaja njim, njihovim prijateljem in, ker seveda jaz mislim, da občutja so v vseh generacijah podobna. Vsi, ko čutimo stisko, ko čutimo tesnobo, jo čutimo dosti podobno. Ampak seveda situacije, v katerih se to pojavlja, so pa različne, a ne. Zdaj nekdo recimo čuti današnji najstnik stisko zato, ker o njem grdo pišejo na družbenih omrežjih. Ko sem bila jaz najstnica, družbenih omrežij še ni bilo, me je bilo pa ravno tako strah spraševanja, testov, slabih ocen, ravno tako sem se počutila tesnobno oziroma me je bilo strah, kako bi temu, pravzaprav nisem bila tesnobna, ampak, sem pa čutila en tak pritisk, ko sem se znašla zraven fanta, ki mi je bil všeč in tako naprej. Tako da jaz mislim, da ta občutja so res zelo univerzalna, situacije so pa različne in, če se potrudimo, mislim, da se vsak lahko pri sebi spomni vsaj ene situacije, ko ga je bilo strah, ko je počutil stisko, ali pa mogoče, da je tako čutil prijatelj, pa mu je zaupal o tem. Skratka, no, kot rečeno, lahko pač pri pisanju izhajamo iz sebe, lahko pa opišemo tudi situacijo nekoga drugega. To je sicer, jaz mislim, da nekoliko težje, zato ker za to res rabimo veliko empatije, moramo se vživeti v drugega človeka, moramo ta njegov odziv, nekako uskladiti z njegovim karakterjem, s tem, kar počne, s tem, kako živi, ampak tudi to je seveda mogoče, a ne. Zdaj, če smo res dobri opazovalci, lahko opišemo tudi svoje videnje tega. Mogoče mi na njegovo stisko gledamo drugače, kot gleda on sam, kar pomeni tudi svoje opažanje lahko zelo dobro ubesedimo. Zdaj, kako se jaz tega lotevam, čisto praktično, jaz moram reči, da zelo rada čustva obdelam z najrazličnejših vidikov oziroma strani. Skratka, najprej pomislim, kje točno jih čutim. A jih čutim tukaj, ali jih čutim tukaj, a jih čutim tukaj. Skratka, kje so? In jaz moram reči, če sem jaz v stiski, večinoma imam občutek, da mi nekaj tukajle leži. Ena taka velika skala, da se mi je en medved gor usedel. In, res
vidim, kako pač nekaj tukaj na meni sedi. Potem pomislim, da vem, kakšen von ima stiska, kako vpliva name, kako se spremenim, kako se mi spremeni obraz. Ker se mi zdi, da v kakšni situaciji, ali sem že kdaj v kakšni podobni situaciji ali pa v čisto drugačni situaciji se počutila podobno. Skratka, probam najti čim več besed, čim več primerov, čim več opisov za to, kar čutim. To lahko, se pravim, jaz se tako lotevam, mogoče se kdo drug drugače, ne? Ampak se mi zdi, da to mi pomaga pri tem, da najdem besede za svoja čustva. Ker če pišemo v njih, moramo jih znati poimenovati. Če rečemo stiska, tesnoba, se potem lahko vsak predstavlja nekaj svojega. Če smo pa konkretnejši, kot recimo, na prstnem košu mi sedi medved, si že lahko malo bolj predstavljamo, kako točno, za kakšno občutje gre. Skratka, tukaj se mi zdi, da je fino, da pač res pomislimo, kaj to pomeni za nas. In to potem tudi napišemo, a ne? Zakaj je to tudi fajn? Ko sva se z Jano pogovarjali o tem webinarju, sva v bistvu obe ugotovili, da seveda, če želimo razrešiti neko stisko, neko čustvo, oziroma čustveno težavo, je treba o njej govoriti, a ne? In pisanje, včasih je pa to res težko, zato ker najprej zato, ker moramo sami pri sebi opredeliti, kaj čutimo, in potem nas je včasih malo sram, včasih nas je strah, včasih ne najdemo pravega sogovornika, in v tem pogledu je lahko pisanje zelo terapevtsko. Če znamo res dobro opisati, kaj čutimo, pri tem nekako razvrstimo te svoje misli pa čustva, kot rečeno, poimenujemo jih, ne moramo ničesar rešiti, niti ne vemo, zakaj gre, kaj se nam dogaja. In je hkrati to tudi en tak zelo dober način, da res nekako damo iz sebe to, kar nas bremeni. Recimo veliko terapevtov v teh knjigah, ki jih tudi ureja, moja osnovna služba je, da sem urednica priročnikov, zelo priporoča, da recimo pišemo dnevnik. In jaz mislim, da dnevnik je ena taka osnovna oblika popisovanja čustev, tudi tesnobe, tudi stisk. Jaz mislim, da večina se nas prime za svinčnik takrat, ko imamo kakšno težavo. Saj, ko smo srečni, ko nam gre vse fajn, ponavadi niti nimamo časa pisati prav zelo veliko o tem, ali pa se nam ne da. Tako da vse izhaja iz nekega tega dnevniškega zapisa, in tudi ne rabimo, včasih mogoče se nam pa tudi ne ljubi tako zelo podrobno opisovati, pa lahko napišemo samo, v kakšni situaciji se je pojavil ta občutek, kaj se je zgodilo, kaj je bil tisti klik, ki je povzročil spremembo razpoloženja, kdo je bil tisti, ki je to povzročil, kaj se je zgodilo, in konec koncev mogoče tudi, kaj smo naredili s tem, kako smo k temu pristopili, a smo se s kom pogovorili, a smo šli, ne vem, na sprehod v naravo, a smo šli brcat žogo, kaj smo naredili, skratka. In tukaj ni treba biti posebej kunšten, se meni zdi. Meni se res zdi, da teksti morajo biti življenjski. Sploh taki teksti, ki nagovarjajo take teme, ki so včasih mogoče malo tabu, včasih pa je njihov namen to, da komu pomagajo. Vem, da ljudje zelo različno pišejo stvari, ampak jaz recimo se res držim tega, da bi rada, da so stvari da se da čim bolj uživeti v njih, da si lahko čim bolj predstavljamo, kako je to, da je neka realna situacija, ne vem, dve prijateljici, ki se pogovarjata, fant pa punca, ki gresta na zmenek, ne vem, odličnjakinja, ki je dobila slabo oceno, in da čim bolj probam ujeti duh tistega trenutka, tistega prostora, mogoče tisti dialog, ki je potekal, tiste okoliščine, kje so bili, kako so bili oblečeni konec koncev. Skratka, da si čim boljše lahko predstavljamo, da se čim boljše lahko uživimo, ker jaz mislim, da veliko ljudi, ne bom rekla, da vsi, ampak ogromno ljudi v tekstih najprej poišče sebe, ko jih berejo.
a se lahko poistovetijo z njimi, kaj jim tisti tekst da, kaj jim lahko pove. Včasih je to čisto konkretna situacija, včasih je to neko občutje, včasih je to tudi samo zabava konec koncev, ampak se mi zdi, da pač mora biti nekaj, kar bralca nagovori. Pa še ena stvar se mi zdi, da se zelo, zelo, zelo čuti v tekstih, to je iskrenost. Zelo verjamem, da je treba pisati o stvareh, ki jih poznamo. Ni nujno, da smo jih doživeli sami, ampak treba jih je pa poznati in treba je pisati tako, kot zares mislimo in čutimo. Neiskrenost se zelo hitro opazi, zelo hitro se začnemo zapletati v kakšne ali zanikanje, v enem odstavku povemo eno, v drugem je pa že malo drugače. Skratka, tukaj nekako potem se lovimo in uporabljamo drugačne besede. Čuti se skratka, kdaj res govorimo iz sebe, kdaj smo odkriti, in kdaj vemo, o čem govorimo. Tako da tukaj res zelo priporočam, da veliko ljudi, ko se usede za računalnik ali pa vzame v roke kuli popade, mi temu tulele v uredništvu rečemo demon pisanja. Ki imajo občutek, da zdaj morajo pa stvari blazno konštno povedati in to mora biti veliko enih primer in metafor. In čeprav, če bi vas takole vprašala, kako se počutite, ko ste tesnobni, bi mi znali zelo lepo povedati. Ampak potem, ko se pa potem, ko se pa pač nekdo usede za ekran, ko prime svinčnik, ko hoče to napisati, začne pa komplicirati. In se spomne vseh tekstov, ki jih je kdaj prebral. In vleče izpet najbolj zapletene metafore, 15 vrinjenih odvisnikov, 34 vejic. Skratka, pa ni treba. Res ni treba. Tako kot bi nekomu povedali, tako napišite. To, kar je v vas, to naj gre ven. Se mi zdi, da tako nagovorimo največ ljudi, seveda, saj lahko je tu pa tam kakšna metafora, absolutno, saj tudi, ko govorimo, jih uporabljamo. Saj, ne, držimo se tudi recimo knjižnega jezika, če se tako odločimo, ali pa tudi ne, ampak potem bodimo konsistentni, potem pač ves čas uporabljamo isti jezik. Ampak skratka, jaz mislim, da manj ko kompliciramo, boljše. Res. Nekaterim pomaga, da se najprej posnamejo, da najprej povejo tisto, kar želijo povedati v snemalnik, recimo na telefonu, in potem to pretipkajo in samo še malo uredijo za sabo. To se mi zdi včasih boljše kot to, da zdaj moram pa napisati najboljši možni tekst, ki je kadarkoli obstajal in v njem popisati vse in še več. To, mislim, lahko tudi, ampak se mi zdi, da smo včasih poučinkovitejši, če se usedemo in pustimo, da gre ven. Tudi tako je, no, jaz mislim, da ni vsak dan primeren za pisanje, včasih se nam bolj piše, včasih se nam manj. Obstaja izraz ustvarjalna kriza, vsi jo občutimo, tako. Se mi zdi, da so pač kakšni dnevi, ne vem, recimo današnji, ki je takole temačno in deževno, moram reči, da jaz danes ne čutim prav zelo veliko potrebe po pisanju, pa se mi malo ne ljubi, bi šla raje domov pa na kavč, ne. So pa dnevi, ki preprosto, ne vem, slišim stavke v mislih, jaz moram reči, da recimo večino tekstov jaz začnem tako, da razmišljam o temi in ne vem, medtem ko pomivam posodo, zlagam perilo, sesam stanovanje, malo meljam te stvari po glavi in potem kar pride kakšen stavek, pa če sem dosti pametna, ga zapišem, če ne, včasih kakšnega tudi pozabim, ampak predvsem pa, ko se usedem, imam že neko približno idejo, kaj bom pisala. Nekateri ljudje si zelo radi strukturirajo svoje tekste, da se pač res, da si napišejo, ne vem, v prvem odstavku bom to, v drugem to, v tretjem to, v četrtem to. S tem ni nič narobe, marsikomu to pomaga in se mi zdi včasih tudi fajn, zato ker potem res se ne zapletamo, pa ne
ne vračamo, ne ponavljamo, ne brklamo misli, ampak včasih je pa jaz recimo zelo težko tako pišem, jaz pa pišem tako, da se usedem za računalnik, da sem o temi že veliko premislila, da imam kakšen stavek za začetek že v glavi, kakšen mogoče čistko, se pravi, kakšno misel, kakšno iskrico nekje, potem se pa usedem in pustim, da zgodba steče skozi mene. Zmeraj za svoje like, zmeraj za pač ljudi, ki jih dam v svoje zgodbe, imam neko sliko resničnega človeka. Zato, ker se mi zdi, da potem težje, da je tako bolj verodostojno, da potem res je ker seveda vsak ima svoj značaj in v skladu s tem značajem govorimo, se oblačimo, ravnamo in kadar imam neko realno osnovo, potem težje naredim kakšen kiks, čistko. Pa lažje mi je, no, jaz vem, da mnogo pisateljev piše tako, da si res čist popolnoma izmislijo lik, da totalno spustijo domišljijo na plano, ampak tudi tam je pomembno, da so te ljudje, da bi lahko obstajali v resničnem svetu, oziroma če so zelo fantazijski, da vseeno je neka rdeča nit, da psihološko stojijo, no, in tudi karakterno, da stojijo, grdo povedano. Včasih pomaga, če si te ljudi, tudi če si jih popolnoma izmislimo, da jih vse nekako vidimo pred sabo, da si predstavljamo, ne vem, da si jih, kako, ne vem, sedijo zraven nas, kako sedijo, kako jejo, kako so oblečeni, kako govorijo, kakšno glasbo poslušajo. Ali pa, kot rečeno, no, da skratka imamo nek model, ne. Vse, o čemer jaz pišem, se ni zgodilo meni, to priznam, jaz sem kot najstnica kar dolgočasna, oziroma meni se je noter zelo veliko dogajalo, ogromno, v moji glavi se je dogajalo svašta, ampak v resnici pa ne toliko zelo veliko, ne. Žal, jaz sem si zelo želela, da bi se mi, sploh na kakšnem ljubezenskem področju, recimo, pa se mi ni. Ne? Zato moram reči, da pač ko pišem o tem obdobju, se probam spomniti teh svojih domišljijskih slik, teh svojih želja, mojih prijateljic, vsem se ni dogajalo vse, o čemer pišem, ampak če dam pa vse skupaj, pa že pride kar lepo število dogodivščin in občutij in dogodkov, ki smo jih dali skupaj čez. Zadnje čase, kot rečeno, veliko gledam tudi svojo najstnico in svojega skoraj najstnika. Sicer ne vem, kako bi bila kaj vesela, če bi da to takole javno govorim, ampak precej stvari, o katerih pišem, je zdaj tudi iz njunega sveta, iz sveta njunih prijateljev, iz tega, s čimer se onadva ukvarjata. Pa kot rečeno, predvsem zato, ker današnji najstniki vse odraščate v nekem drugačnem okolju, kot smo mi, in pač druge generacije in uporabljate rahlo drugačen jezik, drugačen sleng imate. Tudi to se mi zdi pomembno, da pač ne vem, če opisujete najstnika, da ta najstnik ne govori kot Ivan Cankar. Ker razen verjetno zelo redkih izjem, ki se tako izražajo, pač najstniki govorite nek svoj jezik in to se mora čutiti. To mora biti tudi iz teksta. To je to, kar sem rekla, da pač mora biti lik tak, da mu verjamemo. Mislim tudi, da pač, če se lotimo enega takega res sodobnega teksta, tudi preostali jezik naj bo sodoben, naj bo živ, naj bo tak, kot ga tudi sicer uporabljate, a ne. Zdaj, razen seveda, če je slogovna posebnost to, da pač se lotite teksta, kot bi ga napisal Cankar, ampak tudi v tem primeru mora biti to potem, čez cel tekst, ne more biti en stavek v nekem arhaičnem jeziku, drug pa, zdaj si skoraj ne upam reči nobenega takega slej izraza. Da ne bom brcnila v temo, ampak ja, tudi to, skratka, mora biti nekako usklajeno. In tudi jezikovna podoba teksta v resnici je pomembna. Saj tudi pri reviji imamo lektorje, ampak tekst mora biti razumljiv.
noben nikomur ne zameri, če kje manjka kakšna vejca, če je kje kakšen zatipk, če kdo kaj, ampak osnova pa je, da se tekst lahko prebere, da se ne rabimo prebijati čez njega, da se ne počutimo, kot da se kobali, kot da, ne vem, moramo vsak stavek 5-krat prebrati, da razumemo, kaj nam je hotel povedati. In tukaj seveda je treba biti vsaj majčkeno jezikovno spreten, tako da, kot rečeno, fino je, no, prebrati za sabo, to je res fajn. Mogoče je včasih fino tudi komu dati prebrati. Mi imamo, jaz ko pišem, zmeraj gre za mano Jana, moja draga urednica, ne. In moram reči, da je to tudi meni potem lažje, ker se mi zdi, da bo vsaj, če bom kje kakšnega kozla ustrelila, če se me kje ne bo razumelo, da me bo opozorila na to, da bo polovila te moje kikse in je to pol, se nekako lažje počutim, no. In kaj pa vi lahko naredite, tudi lahko date ali kakšnemu prijatelju prebrati, učiteljici, da vas opozori, ker jaz mislim, da čist vsak na tem svetu rabi kritičnega oziroma zelo natančnega bralca. Pisatelji imajo za to urednike, ker včasih, sploh pa če pišemo o sebi, se mi zdi, malo izgubimo občutek, težko, nam se zdi, da recimo, da smo nekaj že zelo natančno povedali, da smo vse, kar se nam dogaja, popisali, pa se izkaže, da smo, ne vem, zapisali sem vsako 15. misel, ker je nam v glavi tako logično, da se nam zdi pa, kako tega kdo ne bi razumel, ampak nekdo, ki bere za nami, pa res reče, čakaj, kaj si tukaj mislila? Mislim, o čem zdaj tukaj le govoriva? Velikokrat se tudi zgodi, da se začnemo ponavljati, ker se nam zdi, da še nismo dosti povedali, da tista tesnoba bila pa res, res, res grozna, ampak res grozna, ne? In to napišemo 54-krat na dosti podoben način in tukaj nas pač nekdo opozori, da, lej, si že povedala, pejt naprej, ne? Opozori nas tudi res na take kikse, ki reče, čakaj malo, v prvem odstavku je imel pa tale tvoj fant blond lase, kako ima zdaj v zadnjem odstavku črne. Tudi to se zgodi večkrat, kot bi se mislili. Tako da, fajn je, no, da pustite, da nekdo prebere za vami, da vas opozori na take stvari in, kot rečeno, potem se mi zdi, da smo res tudi mirnejši, da je tekst res tak, kot mora biti. Tako, Jana, sem jaz kaj pozabila? Jaz mislim, da si zelo fajn povedala. Mogoče bi jaz dodala tle, kar kot tvoja urednica, ne. Kaj mene najbolj pri tvojih tekstih pritegne, ne? Tvoj humor. Torej, jaz moram reči, da tudi romani, ki so začinjeni s humorjem, tudi za odrasle, so meni zelo ljubi, ne? In to je en tak, mi rečemo uredniki, tak žoft, grda beseda, ampak to je tisto, kar daje sočnost tekstu, ne? In sploh za najstnike se mi zdi to prima, ne? Zato so tudi tvoji teksti tako visoko priljubljeni, to Urša sama noče povedati, pa bom kar jaz povedala, zato ker dobivam pisma, ne, od pilovcev in dejansko tvoje odraščanje kotira zelo visoko in jaz mislim, da zaradi tega, ker je tako iskreno, ker je tako sočno, ker je duhovito. No, to duhovitost bi jaz še recimo dodala, če se le da, saj boste rekli, pa kako tesnoba, pa ne more biti to duhovito, lahko je. No, ker ti povej, kako se lotaš, če je ena taka recimo, ne vem, ker sta se te dve, kdor bere pil, bo vedel, ne, ker sta se Klara Jasna pa Urška skregale zaradi enega fanta, ne, to je bilo zelo, zelo huda stiska, ne, no, ampak je bilo vse zelo duhovito napisano, zakaj? Ja, meni se zdi, da včasih, saj tudi v življenju nam je včasih malo lažje, če na stvari z majčkeno humorja pogledamo, ne. Ker to se v resnici, predstavljajte si, da bi gledali film, če bi to gledali v filmu, bi bilo malo tudi smešno, kako se v bistvu, kako komplicirata zaradi, ne vem, res brezveznih detajlov ali pa kaj podobnega. Skratka, meni se zdi, da včasih ta humor malo razbremeni težko situacijo in tudi precej življenjski je, bi jaz rekla. Je pa tukaj bi vseeno rekla, da je pa tanka meja, a ne, tukaj je treba biti pa zelo previden, da hkrati se pa ne delamo norca iz resnih tem, ne, oziroma da jih ne banaliziramo. Absolutno je treba, mislim,
Jaz sem največja fenica humorja, moram reči, da meni je zelo pomagal čez življenje, če se majčkam odmaknem od svojih težav, pa si mislim, pa dobro, ne, saj malo je pa tudi smešen. Tudi če ni, probam najti kaj, kar je. Ne. Ampak se pravi, je pa hkrati pa, vem pa, da so to resne stvari, da so to, in tudi jaz, ko se počutim, ko jaz čutim tesnobo, ker jo, ko sem jaz v stiski, ker sem, tudi kot najstnica sem bila velikrat v hudih stiskah, takrat mi ni bilo do smeha, to so bile resne stvari, jaz sem se resno slabo počutila, tako da zelo pazim, da mogoče ta humor vnesem v kakšne situacije, pa v kakšne dialoge, v sam problem pa ne. Ker stiska, tesnoba sta resna stvar, pika. Tisti, ki jo čuti, ve, da, mislim, grozen je, grozen. Ampak se pravim, da je pa fajn tudi videti, da obstaja rešitev, da če se malo odmakneš, ni vse toliko grozen, moraš biti pa seveda že v stanju, ko se lahko od tega odmakneš. Je pa tudi tako, no, se mi zdi, da večina tekstov itak nastane takrat, ko se spominjamo teh situacij, ne takrat, ko smo res v največjem treku. A se to sme reči? Ja. Mi. Dobro. Skratka, ne takrat, ko smo res v škripcih, ne, ko smo res ugodili. Ampak takrat, ko se že malo odmaknemo in lahko z majčkem bolj objektivno pogledamo na stvar. Dejansko včasih, kot bi gledali film. Ne? Kot da pač jaz včasih res vidim tako sebe, kako sem ena taka, ne vem, filmska junakinja, kakšna taka huda igralka me igra. In pol je zraven pač tista oseba ali pa, ne vem, sem v tisti situaciji, na kar se nanaša in potem pač probam to videti, kot da bi se to dogajalo v filmu. Takrat mi postane marsikaj jasno. Vidim kakšno svojo reakcijo, ki ni bila prava, vidim, kako recimo se je drugi odzval, pa zakaj se je tako odzval, ker tudi drugi se odzivajo iz svojih stisk, iz svojih tegob. Hkrati se pravi, se mi pa kakšna stvar zdi tudi malo smešna. Ne? Tako da to potem probam prenesti v tekst. Ne? Že ta malo, tudi ne vem, jaz se trudim, da bi vse malo filmsko pisala, upam, da to ni, ne vem, ampak da bi si res lahko predstavljali te situacije. Seveda druga možnost je pa tudi, ko sem prej omenjala dnevniške zapise, lahko pa pišemo tudi takrat, ko smo res v stiski, tisti je pa seveda potem čisto drugačen tekst. Tam pa mislim, da je težko humor noter. Ne. Tam je pa res eno prvinsko čustvo, tisto najglobje, tisto najbolj presunljivo in tudi taki teksti so seveda zelo močni, zelo pomembni tudi, ne samo za nas, ki mogoče jih kdaj preberemo za nazaj, pa se spomnimo tega, pa včasih se, jaz velikrat, jaz sem pisala dnevnik, ko sem bila najstnica, tudi pozneje še kdaj. In mi je fino, če kdaj kaj preberem za nazaj, sicer moram premagati tisto, kaj sem pa mislila, grozen, ne, ampak ko to premagam, mi je fino, zato ker malo se spomnim tistega občutka, malo vidim, kako kakšni občutki so, jih še zdaj čutim tako, ampak si rečem, takrat sem jih premagala, pa jih bom mogoče zdaj tudi, ali pa si rečem, frajerka sem, tole sem dala čez, ful dobro, ne, mogoče pa lahko tudi kakšne naslednje izzive podobno premagam, ali pa konec koncev, se pravi, no, jaz sicer svojih dnevniških zapisov nisem dajala nikomur prebrati, nikomur tega ni treba, ampak ko pa berem kakšne zapise drugih ljudi, ki k meni res pač v oddelek priročnikov marsikdo pošlje svojo življenjsko zgodbo, pa pomaga, zato ker vidim, da so se tako počutili tudi drugi, ker mogoče ubesedijo stvari, ki jih jaz nisem znala ubesediti, pa rečem, vidiš, ja, točno tako sem se jaz počutila, točno tako. In ima tudi to neko tako terapevtsko vrednost. Ne? Tako da, zakaj pisati, jaz mislim tudi, da je res treba premagati ta strah pa sram. Vsi smo krvavi pod kožo, vsem se dogajajo in dobre in slabe stvari, vsi kdaj se počutimo slabo, tesnobno, v stiski in res ne sme biti več problem, da to priznamo. Jaz mislim, da ne sme nas biti sram in edino tako bomo res lahko, mislim, to je, ne vem, Jana, ti si psihologinja, ampak to je ena prvih poti do tega, da zlezemo iz težave, ne, da o njej spregovorimo.
Absolutno. Saj tudi recimo pisanje je na nek način katarza, bi rekli, ne. Se pravi, to je, že takrat gre ven, a ne, tako kot recimo povedati prijatelju ali pa mogoče tudi mami, če si z njo v dobrih odnosih, ali pa recimo kakšni drugi odrasli osebi, ki jo imaš rad, a ne, ali pa si z njo blizu, že ko poveš, ti je lažje, ne. Če pa napišeš, pa sploh, to je zanimivo, da je to še en korak več, ker je treba se bolj skoncentrirati in bolj iz sebe dati, ne. Mogoče bi tule samo to dodala, Urška, pri pesmih, ne, pa mogoče čisto moja opazka, pa boš ti povedala, se mi zdi, da pa lahko pod enim, da ni treba odmaknjenosti, ampak v tistem, ko si zelo v teh čustvih noter, mogoče pa pesem bolj zalaufa, ne, ali pa kar iz tebe bruhne, ne. Saj jo potem lahko popraviš, še pa pilaš, ampak kaj misliš, no? Ker zdaj sva bolj o zgodbi govorile, ne. Ja, čisto o zgodbi, ker jaz pač pišem večinoma zgodbe, ne. Jaz moram priznati, da pesmi nisem napisala že tam nekje od 20. leta, se mi zdi. No, si jih pa prej. Sem jih pa pisala prej, nebroj, ne. Ravno zato, ja, zato, ker so bila moja čustva tako močna, da nisem vedela, kaj bi z njimi, in sem jih potem prelila v pesem. Ni nujno, da marimo, ni nujno niti, pač samo treba je nekako spustiti, in pesem se mi je zdela zelo dobra forma, ker ni treba, ker zgodba vseeno mora imeti neko strukturo, mora imeti neke odstavke, mora imeti neke misli, pesem je šla pa res samo skozi mene in je bilo to, ja, večinoma so te pesmi nastajale takrat, ko se je najbolj dogajalo, ne. Tako da zdaj težko res govorim, se pravi, zdaj v odrasli dobi imam manj izkušenj s pesmimi, ampak kakor se spomnim, kot sva se pogovarjala z Vinkom Möderndorferjem, ki je tudi v komisiji, a ne, pri tem našem festivalu, on je rekel, ja, pač čim bolj iskreno popisati tista čustva, ko so najmočnejša, ko so najbolj intenzivna. Saj jaz mislim, da se zapišejo kar sama, da kar vejo, kako, samo ne smemo komplicirati, samo tista beseda, ki prva pride na misel, je najbrž najbolj ustrezna in pravilna, ne. Ne iskati drugih, ne začeti komplicirati, samo naj steče skozi. Saj sliši se zelo tako malo, ne, čarovniško, ampak je res. Pač vsi imamo, ko so čustva močna, jih rabimo nek ventil, izpustiti ven. In vsak ima nek svoj ventil. Eni govorijo o njih, eni pišejo, eni rišejo, eni grejo ustvarjati glasbo, eni grejo teči ven. Ampak jaz mislim, da je pomembno, da če je naš ventil pisanje, da pustimo, da ga odpremo, ne, in gre ven. To, vsaj jaz tako počnem, no. Pa se mi zdi, da pomaga. Zdaj to zanimivo, da je to tudi Vinko tako povedal zadnjič, ko smo, namreč na naši spletni strani boste tudi podcaste potem našli, pa tudi posnetek zdaj na današnjega pogovora z Urško, pa od zadnjič Špelo Frljic, tako da boste videli, da vsi nekako podobno govorijo, ne, o iskrenosti ste vsi govorili, ki pišete, ne, in o tem ventilu tudi, ne, to so zanimive reči, no. Jaz bi te še samo vprašala, mogoče čisto za ilustracijo, kaj vse bi ti lahko zdajle naštela kot izhodišče, recimo, ali pa kot predlog, kaj se paše pod stiske, tesnobo, naš osnovni, bom rekla, naslov našega festivala oziroma natečaja. Kakšne situacije, če jim malo pomagaš, no, kaj vse bi lahko bilo? Ja, jaz bi rekla vse, kar nas iztiri, vse, kar se počutimo, da nismo čisto najbolj v kontroli nad situacijo. Zdaj, takrat, ko nas nekaj tišči, takrat, ko nas nekaj preveč obremenjuje, ko ciklamo neko misel v glavi, ko se ne moremo umiriti, ko ne vem, ko nekaj nas moti, nekaj nas grize, pa mogoče niti ne vemo čisto točno kaj. Zdaj, kdaj se to lahko pojavi? To jaz mislim, da se lahko pojavi na vsakem koraku v resnici, ne. Jaz sem nekoč govorila z nekim zdravnikom, ravno ko sva se pogovarjala o stiskah, o tesnobah, pa je rekel, glej, nekomu povzročaš tesnobo, da mora čez cesto, ker ga je pač strah prometa, drug gre pa zlahka skočiti s padalom, pa trzne, ne.
kar pomeni stisko lahko in tesnobo lahko občutimo povsod. Zdaj seveda so pa neke situacije, ki so pa pogostejše kot druge. Jaz tesnobo jaz sem malo tesnobe, priznam, občutila pred temle pogovorom, ker nisem čisto vedela, kaj si predstavljati. Malo sem imela treme in sem že čutila, da bi klele malo delala pa malo so se moja prebavila oglasila pa to, ne? Tako malo je začela delati. In to je to, že taka situacija te lahko majčkeno spravi v stisko, ne? Lahko je seveda to, ne vem, strah pred testom, strah pred slabimi ocenami, širše gledano strah pred prihodnostjo, a boš prišel na izbrano šolo srednjo, a boš lahko opravljal poklic, ki si ga želiš, a ne vem, a bodo vsi ljudje, ki jih imaš rad, zdravi. To je bila recimo v mojem otroštvu moja stiska, ne? Ali ne vem, a si dovolj ogromno stiske vezanih na samopodobo, a si dovolj pameten, a si dovolj lep, a te bo imel kdaj kdo rad, a si ne samo tisti fant ali pa punca, ki ti je trenutno všeč, ampak na splošno, ogromno je strahu pred osamljenostjo, ogromno je stisk zaradi tega, ker imamo občutek, da nimamo prijateljev, ker imamo občutek, da nas prijatelji ne razumejo, ker imamo občutek, da nas nihče ne razume, da nas starši ne razumejo, da nas učitelji ne razumejo, da nas svet ne razume, da mi jaz imam velikokrat občutek, zame je tesnoba zelo pogosto, kot da bi bila v enem takem oklepu, v neki kletki, da neki bi pa ne morem, me vse tišči. In ne vem, se pravi, takrat, ker ne znam biti pri miru, grem spat, pa mi delajo možgani pa, ne, to so vse te občutki. Kot rečeno, od tega, da ne vem, marsikdo zdaj recimo občuti tesnobo, tudi zaradi vojenj, ki se dogajajo v svetu, tudi zaradi okolja, s katerim zelo slabo ravnamo. To so res take velike teme, ne. Lahko je pa res stvar zelo banalna, strah pred tem, da te bo učiteljica poklicala pred tablo, ti imaš pa flek na majici, ne. Pač zelo, vsak občuti stvari drugače, nobena stiska ni pomembnejša kot druga, ker vsak, ki občuti stisko ali pa tesnobo, mu je njegov problem največji in je pomemben in za noben problem ne smemo reči pih, ne, brez veze. Zato, ker se mi zdi, da vsa ta občutja, ker kaj se zgodi, vse to boš ti boljš povedala, Jana, ker si psihologinja, ampak se mi zdi, da vsa ta težka občutja, če jih ne razrešimo, če jih ne damo iz sebe, se nekje nalagajo, sčasoma zrastejo v neko ogromno goro, v en nepremagljiv zid in nam začnejo nagajati vsak dan, na vsakem koraku. Pa še spremenijo se lahko, ne, v neki zelo, bom rekla, na somatskem nivoju se začneš čuditi, zakaj recimo se ti roke tresajo, zakaj. Ampak to vse najslabši, bom zdaj majčkeno bolj mušten rekla, obrambni mehanizem je potlačitev, ne. Se pravi, da ne razrešiš, se ne pogovoriš, ampak potlačiš, skušaš kar pozabiti, pa nič razumeti, pa nič, ne, to je najslabše, ne. In to, kar je Urška zdajle povedala. In to se potem res ogromna gora lahko zgodi, ki pa dobiva take čudne podobe potem tudi, ne. In to res ni dobro početi, ne. Ja, je tako, da se pravim, kot rečeno, vsako stisko je treba prepoznati, je treba dati pomen, veljavo in jo je treba se lotiti. Ni nepomembne stiske. Ne, za Res ne. vsakega Za je vsakega. In tudi, ko pišemo tekst, jaz mislim, da pač tekst je lahko tudi o najmanjši stiski. Mi se včasih tukajle na uredništvu hecamo, da če znaš dobro pisati, lahko napišeš tudi zanimiv tekst o kanti za smeti. Ja, Pač važno je, kako se teme lotiš, ne to, o čem točno pišeš, bi jaz Ja. rekla. Ne? to sigurno. Tako da Je pa širok diapazon, ne, zdaj izjemno. mogoče bi jaz še rekla, ker dobivam ogromno pisem na Upilovo spletno stran, a ne, oziroma Upilov inbox, recimo, kar je mene zdaj šokira ali pa prav boli, je ogromno bulinga, ne. In to spletnega nasilja zdaj je še celo več kot siceršnjega, ampak to je v porastu, ne, tako recimo, tako kot si ti lepo rekla, strah pred vojnami, ki so zdaj kar naprej okoli nas, pred podnebnimi spremembami, kaj bo z nami in tako naprej. Seveda, tiste običajni strahovi, pač
ne vem, kaj bo mama rekla, pa v družini, pa v šoli, pa med prijateljcem, pa v ljubezni, recimo stiske, ne, ampak te dodatni, ki pa naraščajo, ne, te nasilniške stvari, to se mi zdi pa res ena stvar, o kateri je treba veliko govoriti, pisati, iz sebe dati, no tako, sam namig. Ja, Ni saj. nujno, da se tebi godi, ne, ker dobivamo tudi ogromen pisem, ki so sočutna in to je potem meni tako zelo lepo slišati, da ni samo tisto, da skrbiš sam zase, ampak da si empatičen do sošolcev, prijateljev. Torej, ko piše nekdo za prijatelja, ne, kako ga recimo zafrkavajo ali pa kaj so o njem napisali ali pa kako zaradi tega trpi, ne. Skratka, tudi o drugih lahko pišete, ne, Urška, samo Absolutno. ne, pač z vživljanjem, poznavanjem situacije, no, tako. Ja, se pravim, ali pa s tem, kako jo vidimo mi, ne, kako jo pač Ja. sam vidiš, da pač, ne vem, gledam prijatelja, meni se zdi, da, ne Ja. vem, meni se zdi, da je nemiren, zaprl se je vase, ne vem, shujšal je, noče Ja. več ven. Skratka, to je čisto neko naše gledišče. Mi zares ne vemo zares, kaj se tistemu prijatelju dogaja, kaj razmišlja, ampak izhajamo pa iz Ampak smo sebe. zaskrbljeni. Ampak smo zaskrbljeni, ne. Tako da, mislim, tudi seveda vredno je, če imamo kakšen predlog rešitve, a ne, mislim, da pač rečemo, jaz mislim, da bi moral, ne, mislim, ali pa da bi bilo fino, če bi ta človek, to je predvsem pa res pri takih večjih temah, tako kot je recimo res medvrstniško nasilje ali pa konec koncev podnebne spremembe so ena taka tema, recimo, ki lahko tudi pišemo manj iz sebe, pa več z nekega družbenega vidika, ne, pač kako se nam zdi, da bi mogli biti organiziran. Tukaj so res najrazličnejši nivoji, je pa po moje pomembno, no, da pač, ko zberemo žanr, ko zberemo način, ko zberemo ta nivo pisanja, ne, da se ga držimo, da ne damo vsega v en tekst. Ne more biti pa en tekst, sploh če je krajši, vse, ne, pač ne vem, esej o družbi in osebna izpoved in še malo rimanih segmentov vmes, skratka, odločimo se, kaj bomo pisali. Meni je fajn, ko vidim, da so pač, jaz obožujem različne žanre, ful se mi zdi fino biti tudi pri tem kreativen, da pogruntaš kakšno novo obliko, da so to res neke sodobne oblike pisanja, se pravim, v rimah, kot članek, kot zgodba, kot dialog, kot karkoli že, ne, ampak da je to konsistentno pa da ima smisel. Ima smisel, ja. To. Jaz bi samo še kolegico prosila, če pogledamo, če je kakšno dodatno vprašanje, ni. Potem bi pa počasi se, Urška, tebi zahvalila, ker se naš čas izteka. Jaz mislim, da smo odlično, bom rekla, razpletli, ne, te dileme okoli tega, kako, kaj pisati o taki težji temi. Tako da res še enkrat, no, hvala lepa. Ja, hvala tebi, bi pa tako rekla, no, če se bo slučajno kakšno vprašanje pojavilo po temle webinarju, ali pa če bo kdo imel kakšno vprašanje, ko si ga bo ogledal, ker posnetek bo na spletu, a ne, Jana? Ja. Dajte pisati na Pil, se bom potrudila, da vam odgovorim, da vam z Jano skupaj odgovoriva. Pa moram reči, da jaz upam, da se boste lotili tega izziva, no, da boste napisali kakšen tekst, se zelo veselim, da jih bom prebrala. Tako, iz vseh razlogov, ki sva jih danes z Janom že omenili, ampak ne vas ne bo strah, dajte probati. In morate zgrešiti v resnici. Lahko je samo boljše ali pa malo manj. Ni treba, da ste zdaj, pričakujete, da boste zdaj pisali, ne vem, kot en vrhunski pisatelj, a ne. To je jasno, da ne pričakujemo, tako da kar pogumno, no. In pojdite na našo spletno stran, se pravi, mogoče tiste, ki niste pilovci, www.pil.si/festival, tam lahko tudi vprašanja napišete, na katere Jure Kreft, ki tudi sodeluje oziroma vodi ta spletni del našega natečaja, bo potem odgovoril, ali pa bom tudi celo jaz. V glavnem do 30.11. imate čas, a ne? Datum moramo pa še povedati dokončno, ker potem bo pa res že žal prepozno, ker bomo vse to poslali žirantom in se bomo odločali,
kdo je tisti, ki vas bo seveda več, a ne, to ni mišljen, da bo samo eden dobil nagrado, ki bo potem na zaključno prireditev povabljen in se bo tam z nami več in z glasbo, ki jo bomo imeli in z pižamo in z vsemi, ki bodo tam pisatelji, pesniki, luštan imel, ne. No, tako, kar pogumno. Ja, jaz res upam, da se bomo videli na tej prireditvi, pa sam še to bi rekla, pisanje je včasih malka šport. Vaja dela mojstra, več, ko pišeš, boljš pišeš. Če vam prvi tekst ne bo dosti všeč, napišite drugega, napišite Točno tretjega, enkrat bo v redu, enkrat bo zvenelo tako, kot je treba. Tako, kot boste čutili, da ste res to hoteli povedati. Res, to pa zelo velja, no, tudi pri ta resnih pisateljih, ki pol izdajajo knjige. Knjige, ja. Treba je biti v formi, celo res ta izraz uporabljamo. Tako kot športniki, ne? Ja, točno Ker tako. morajo veliko vaj narediti, da so pa dobri, ne? Ja, to je moj najljubši šport sicer drugače, ja, veš. Tudi moj. No, tako. Dobro, zdaj bi pa jaz nekako zaključila to naše druženje. Lahko si ga tisti, ki zdajle niste utegnili, pa ste se prijavili, a ne, Katja, potem boste dobili link, da boste pogledali posnetek. Vsi drugi pa na spletni strani bo tole vse objavljeno, prav? Pa srečno. Ja, hvala še enkrat, pa tudi jaz vam želim srečno. Se vidimo, ne, na prireditvi, ali kako že. Živjo.